Občina Preddvor se nahaja v severozahodnem delu Slovenije, blizu večjega mesta Kranj, od katerega je oddaljena slabih 10 kilometrov. S svojo geografsko lego se ponaša z bogato zgodovino, turistično dejavnostjo in je hkrati stičišče različnih planinskih smeri. Dostop na vrhove je možen iz večjih smeri, ki ponujajo prečudovit razgled na okoliške kraje, vrhove in doline. Na Možjanci, na prelepi razgledni točki, stoji cerkev svetega Nikolaja, od koder se nam odpre pogled na Kranjsko ravan. Narava je tu ustvarila različne ekosisteme in nudi neokrnjen življenjski prostor pestremu naboru rastlinskih in živalskih vrst. Obširni gozdovi so polni divjadi, srnjadi, jelenjadi, gamsov. Obdelovalne zemlje v dolini ni ravno na pretek in tako so tradicionalni viri dohodkov gozdovi, predelava lesa, čebelarstvo, živinoreja in pridelava mleka. Zaplata je gora med Storžičem in Kokrško dolino, katere vrh je Cjanovca. Ime najverjetneje izhaja iz zaplate gozda, ki je lepo vidna na pobočju in se imenuje Hudičev boršt. Les so s pobočja posekali in ga tovorili v dolino, kjer so ga potrebovali za oskrbovanje 4 gradov: Dvor, Novi Grad, Hrib in Turn, ki se nahajajo v bližini. Drva so potrebovali tudi za ogrevanje, kot tudi za kuho in peko. V kasnejših časih pa so kmetom postregli tudi z žganci in zeljem ali vampi. Občina Preddvor je polna naravnih pojavov. Številni so čisti in bistri studenci, potoki, slapovi, brzice, soteske in ozke doline. Ena največjih je dolina reke Kokre. Nad prometom skozi dolino Kokre so v zgodovini bdeli lastniki Novega Gradu, v ljudskem izročilu imenovanega Pusti grad. Pusti grad velja za najstarejšega v kranjski občini in je od 11. do 15. stoletja zamenjal več lastnikov. Danes so na tem mestu le še grajske razvaline. Blizu gradu Turn je bilo posajanih 8 lip v krogu, ki predstavljajo senčnico Josipini Turnograjski. Josipina Urbančič Turnograjska je prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica, ki je navdih za svoja dela iskala v čudoviti naravi pod Storžičem ter okoliških krajih v Preddvoru. Po očetovi smrti je vzgojo 8-letne Josipine prevzel domači učitelj, preddvorski kaplan Lovro Pintar. Imel je velik vpliv na njeno pisno ustvarjanje v slovenščini. Njen učitelj Lovro Pintar ji je predstavil prijatelja Lovra Tomana. Med Tomanom in Josipino se je razvilo 3-letno dopisovanje. Glavnina pisem je še danes shranjena v Nuku. V pismih sta si spovedovala ljubezen in opisovala tudi kulturne dogodke, srečanja s takratnimi uglednimi možmi, prehrano, oblačenje. Josipina je v pismih tudi na čudovit način opisovala naravo pod Storžičem. Rada je namreč hodila na sprehode in občutke zapisovala v nekaterih svojih pesmih in povesticah. Zmeraj krasna je narava. Zarja rujna se razliva čez plavoto čisto neba. Veličastni se snežniki kopljejo v njenem zlatu. In meglice, nežne, lahke, plavajo po zračnem morju, kakor angelci prečisti, ki veselo v raj kipijo. Zlato sonce se vzdigne iz svetov nam še neznanih. Se pripelje na nebo, zdaj svit in blesk. Krog se zlivaje. Cerkev svetega Petra se nahaja v središču kraja Preddvor, poleg občine, trgovine, gasilnega doma, župnišča ter gradu Dvor. Grad Preddvor je v zgodovini zamenjal nekaj lastnikov. Po drugi svetovni vojni je bil grad namenjen vzgojnemu zavodu za mladino. Glavno zbirališče krajanov je danes infocenter s knjižnico in turistično-informacijsko pisarno. Tu potekajo številne delavnice za otroke in mladino, kjer se v prijetnem okolju izobražujejo in izmenjujejo znanje ter izkušnje. Obenem se tu nahaja tudi turistično-informacijski center, kjer najdete vse potrebne informacije o kraju in turistični ponudbi.
Obiskovalci si lahko sposodijo tudi pohodniške palice ali električno kolo, s katerim se odpravijo na ogled znamenitosti kraja, po kolesarski poti, po občini. Pot vas bo zagotovo peljala mimo cerkve svetega Klemena v Tupaličah, mimo cerkve svetega Lenarta na Bregu, vse do cerkve Marije Snežne v Kokri, kjer se lahko osvežite in lahko okusite čisto izvirsko vodo. Pot vas bo peljala vse do gozdne učne poti, kjer se visoko v nebo dvigajo veličastne sekvoje, stare več kot 100 let. Po brezskrbnem potepanju po kraju se zagotovo prileže posladek, katerega se vsakdo razveseli. Po starodavni anekdoti, kjer se je vrtnar zaljubil v grajsko gospodično, velja, da če se mladoporočenca sprehodita skozi jesenov drevored, jima je zajamčena 50-letna zvestoba in sreča. Drevored se nahaja v neposredni bližini gradu Hrib, kjer potekajo svečane poroke, katere pospremi tradicionalna folklorna skupina. Idilično umetno jezero z neokrnjeno naravo ponuja številne aktivnosti za mlade in starejše. Pohodništvo, ribolov, sprehajalne in raziskovalne poti, ki se navadno končajo na terasi hotela Bor s prečudovitim razgledom na okoliške hribe, mogočne gore in prečudovito naravo. Vsi tisti, malo bolj športno naravnani, se lahko preizkusijo v aktivnosti, kot je odbojka na mivki. Tisti malo bolj adrenalinski pa lahko občutijo vznemirjenje v spustu s padalom ali v plezalni steni. Vsak izmed njih tako po svoje doživi dan v preddvoru. Doživite ga tudi vi.